Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovane gledalke in gledalci, in prisrčna dobrodošlica v tokratni oddaji Dobro je vedeti. Mesec julij se je že prevesil v drugo polovico in lahko rečemo, da smo v pričakovanju zagorskega občinskega praznika. V ta namen v našem studiu nocoj gostimo župana Matjaža Švagana. Pozdravljeni. Pozdravljeni, dober večer, hvala za vaše povabilo in lep večer vašim gledalkam in gledalcem vaše televizije. Občani vas vedno občudujemo po optimizmu in po neizmerni volji za boljše Zagorje, za občane, in me zanima, ali to dobro voljo, to pozitivno naravnanost tudi v teh, lahko rečemo, težkih časih še lahko ohranjate in še lahko tako mislite za dobro Zagorja. Ja, še vedno sem eden najsrečnejših županov, ljudi v slovenskem prostoru, kaj če imaš takšne ljudi, vodiš takšno občino, kot je občina Zagorje, ti daje pozitivno energijo in optimizem. Seveda se težke socialne stiske ljudi, ekonomske situacije v Sloveniji, v Zasavju, v Zagorju. Toda, kot podarjam vedno, politiki smo zato izvoljeni, da vnašamo optimizem med ljudmi, da govorimo o pozitivnih stvareh, da ljudje v nas vidijo vzornike. Seveda najlažje pa je prelagati breme na ljudi, ustvarjati negativno energijo, se predajati malodušju. To je znano v slovenskem prostoru, predvsem pa ta polarizacija levi-desni, ker smo se v občini Zagorje v zadnjih 20 letih izognili vedno po lokalnih volitvah, in to je moja in naša prednost, in Matjaž Švagan ostaja še vedno optimist, tisti, ki bo še teh 400 dni vodil občino Zagorje ob Savi in skušal, kar je v moji moči in kjer ima občina vpliv, res narediti najboljše v zadnjem obdobju, kar jih obstaja v zadnjih 22 letih samostojnega Zagorja. V Zagorju radi rečemo, da dosežke in uspehe občine merimo od avgusta do avgusta. Nocoj bova poskušala narediti pregled pomembnega v tem obdobju pred občinskim praznikom, pa začniva kar s tisto ogromno investicijo, več kot 10 milijonov evrov, če sem prav obveščen, je vredna. Govorim pa o izgradnji kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Kakšno je trenutno stanje, kaj lahko poveste občankam in občanom? Ja, to je bila zgodba, ki je bila zelo težka v teh letih. Celo na državnem nivoju so napovedovali, da nam ne bo uspelo pridobiti evropskih sredstev oziroma pričeti in zaključiti s projektom do sredi leta 2015. Jaz lahko rečem, da prve dni v avgustu bomo zakopali kolektorski sistem. V lanskem letu sem razpis razveljavil, no potem je Državna revizijska komisija povedala, da moramo izbrati izvajalca. Pri čistilni napravi so nam dali prav, pritožb ni bilo, ponovili smo razpis in pri tem projektu privarčevali skoraj 500 000 evrov, in v teh dneh naj bi dobili tudi dokončno odločitev za izbor izvajalca in računamo, da potem pričenjamo tudi za čistilno napravo usporedno z kolektorskim sistemom v naslednjih mesecih, kajti tisti, ki delo dobi, mora od pridobitve gradbenega dovoljenja do same izvedbe, do uporabnega dovoljenja imeti določene roke. Je pa to največja investicija v zgodovini samostojnega Zagorja, izredno odgovorno dejanje, povezano z bodočimi, sedanjimi generacijami, nujno potrebno za celovito reševanje občine Zagorje z področja ekologije, komunalnih odpadnih voda. To nam zapoveduje Evropska direktiva in ta investicija bo tista, ki bo povzročila tudi veliko nemirov med ljudmi, kajti cel del občine bo dobesedno razkopan. Seveda pa lahko obljubim tisto, kar smo
večji del v zadnjih 20 letih zgradili drmov, ponovno prekopavali, razkopavali. To smo upoštevali že pri izgradnji pred več leti, predvsem pri izgradnji obvoznice, Kiličeve ceste, kot Cankarjevega trga, kot ostalih projektov. Tako da sem tudi pri tem velikem projektu v težkih časih optimist. Ali lahko govorimo tudi o prvih priključkih, kdaj se lahko zgodijo? Prvi priključki, oziroma 60%, čujemo, da bi bilo izvedenih do sredine leta 2014, do sredine 2015 pa naj bi večji del občine Zagorje ob Savi priključen na čistilno napravo, tako Zagorje kot Kisovec. No, vlada se je pa že v preteklosti odločila, da izlake izpadejo iz tega sistema, ker je manj kot 2000 enot, tako da bomo šli s svojimi lastnimi sredstvi kot sredstvi Evropske unije v naslednjem obdobju. Obžalujem to, da takšna je bila njihova odločitev že prejšnje Pahorjeve vlade. Še ena velika investicija oziroma naložba je tudi prenova objekta Lisce. Tam se obeta 10-oddelčni vrtec, tam bo tudi centralna kuhinja, tudi prostor za medgeneracijsko sodelovanje oziroma tam bo tudi medgeneracijski prostor. Pa bi vas prosil, da nam malce pojasnite, kako je s tem, kako je z deli, kakšen je postopek in kdaj se bodo dela končala. Izvajalec je izbran, objekt je odkupljen, skupna investicija je 4,5 milijonov evrov in v letu 2014 bodo naši malčki, starši, dedke in babice neposredno oziroma posredno dobili najmodernejše prostore. Sedaj smo že imeli 3-oddelčni začasni vrtec, kajti mi imamo kar na večjih lokacijah vrtce, kajti pred 5 leti smo imeli 150 rojstev letno, sedaj jih imamo pa tam okrog 200-210 in mi želimo tudi v teh časih, da imajo najmlajši najboljše pogoje, kajti reči, sedaj je kriza, ne bomo se ukvarjali z mladimi ali s takšnimi investicijami, potrebne so druge stvari, ravno nasprotno. Vsak župan mora, ne glede na krizo, vsakemu človeku zagotavljati v istem času, v istem dobju enake pogoje. Kot ste omenili, bo tudi okrog 500 kvadratnih metrov za medgeneracijsko središče, tudi za mladinski center, tudi ostale inštitucije. Gre za skupno okrog 3000 kvadratnih metrov obnove Lisce, tudi energetske sanacije. In lahko rečem, da sem vesel, da sem pred nekaj dnevi podpisal pogodbo za evropska sredstva in tako da lahko rečem, tudi sredstvi s prodajo Vrsarja, ki smo ga dobili, bomo ta vrtec izgradili, dobili centralno kuhinjo in računamo, da bi s tem tudi naredili kot del javne kuhinje. Že sedaj vrtec zagotavlja tistim, ki želijo za minimalno ceno kot ostale šole, ostali v naši občini, to pomoč nujno potrebno. Tako da tudi na tem področju bomo imeli več, kot imajo veliki. Ali bo po prenovi ta objekt Lisce, povsem izkoriščen? Bodo vsi prostori zasedeni? Vsi prostori bodo zasedeni, vsi starši bodo imeli možnost vpisa v vrtec. Vpis v vrtec ne sme biti privilegij, mora biti tisto, kar jim občina mora zagotavljati. Država žal povsod tako ni, v nekaterih občinah dajo nekakšne subvencije. Tukaj sem proti takšnem dejanju, sedaj je cenejše za proračun.
da ostajajo otroci doma, vendar je nujno potrebno, da se socializirajo, da se združujejo, da imajo svojo, če lahko rečem, svojo druščino, imajo dobre pogoje in na tem področju bo sigurno dobra lokacija. Z izgradnjo kolektorskega sistema bo tudi od te točke potem povezava mimo starih peči IGEM-a, ki bomo tudi porušili, naredili kolesarsko stezo od Proletarca do Komunale in potem tudi kolesarska steza se bo nadaljevala proti železniški postaji po bivših tirih. Žal jih je del ostal zaradi družbe IGEM, tako da Zagorje bo v naslednjih 2 letih zopet popolnoma spremenilo svojo podobo na posameznih delih občine Zagorje ob Savi. Ali bodo obstoječe lokacije vrtca ostale tam, kjer so, ali se s to novo pridobitvijo z 10-oddelčnim vrtcem kakšna enota zapira? Zaprla se bo enota na Cankarjevem trgu, kjer je v razsulu, kjer so pogoji katastrofalni. Mi bomo ta vrtec porušili, naredili dodatna parkirišča. Vemo, da smo uredili Cankarjev trg v preteklem letu in da imamo kar 5 ostalih lokacij v manjših prostorih oddelke, tako da bo na eni lokaciji vse združeno in posamezni te prostori se bodo potem zaprli in bo tudi centralna kuhinja, ki bo skrbovala vse vrtce v naši občini. Malce prej ste omenili tudi prodajo počitniškega doma v Vrsarju in da boste kupnino oziroma sredstva, ki ste jih s tem pridobili, namenili obnovi in prenovi objekte Lisca za namene, o katerih sva govorila. Je ta prodaja zdaj dokončna? Mogoče še kakšen podatek glede tega? Ta prodaja je končna, tako da na javni dražbi smo to prodali. Pred nekaj meseci smo končno dobili še zadnji košček zemljišča v Vrsarju, ker vemo, da je to bilo v posesti hrvaške vojske, vlade, potem občine na Hrvaškem, ki nam je to kar 20 let zavzela, popolnoma je propadlo, kakršnakoli adaptacija ni bila možna. Investiranje v Vrsar mislim, da bi bilo brezsmiselno. Čeprav nostalgija je velika, veliko je srečnih zgodb iz Vrsarja, to da žal je politika svoje naredila in šele pred nekaj meseci smo to dobili, prodali za nekaj več kot 400 000 evrov in to bomo namenili tudi mladim v naši občini, kajti mislim, da se bodo tukaj boljše počutili, kot pa po pogovorih, ki smo jih imeli v Vrsarju in znane so zgodbe, da celo so me hoteli nekoč pred leti zapreti, ko sem prišel pogledati Vrsar. Vendar mi so to pozabili, seveda nostalgije ostajajo spomini, tudi iz spominov moramo imati pozitivno energijo. Je ta iztržek realen? Ste z njim zadovoljni? V teh časih sigurno, s tem, da smo mi pred 3 leti dobili že 80 000 varščine od možnega nakupa. Takrat se nakup ni izvedel, no sedaj se je po uradni cenitvi izvedel po dražbi, ki je bila, tako da odhod iz Hrvaške, mislim, da je to bila težka, vendar dobra in pozitivna odločitev. Občina nadaljuje tudi energetsko sanacijo javnih objektov, mogoče kakšna beseda o tem? Energetska sanacija poteka že nekaj let v naši občini. Tukaj gre zahvala našim občankam in članom občine Zagorje ob Savi, ki sledijo moji filozofiji, poleg varčevanja
pri energiji skrbijo tudi za sam izgled in občine popolnoma spremljajo vizualni izgled za obnovo fasad. Mi pa v teh dneh smo pričeli z energetsko sanacijo Doma kulture v Kisovcu, za zamenjavo tudi strehe, potem za obnovo podružnične šole Toneta Krogerja prav tako v Kisovcu in tudi pripravljamo projekte v prihodnjih mesecih, letih. Lahko pa vidimo, da tudi kot en simbol poleg cerkve v naši občini je tudi pozitivno, da so se ljudje s pomočjo ekosklada kot lastnikov stanovanj odločili za to obnovo. Tako da kdorkoli pride in pravi že sam izgled, da je nemogoče postalo mogoče v slovenskem prostoru. Mogoče še kakšna beseda o sanaciji občinskih in lokalnih cest. Zima je že dolgo za nami, vi pa veste, da ste morali nameniti kar precej več sredstev, kot ste jih načrtovali za to sanacijo. Ste že potegnili črto pod tem? Ja, zimska služba, vemo, da zadnji sneg je bil v mesecu aprilu. Vsi smo na to pozabili. Država žal dodatnih sredstev ni namenila kljub obljubam občinam, tako da smo kar več kot 500 000 evrov morali imeti za zimsko službo. V občini Zagorje imamo 300 km cest, ki jih moramo vsakodnevno čistiti, potem, ko posije sonce, tudi očistiti pesek z teh lokalnih cest in krajevnih cest. Tako da je to velik poseg bil v proračun, pomeni tudi zmanjšanje sredstev za samo cestno infrastrukturo. No, dobili smo pa na podlagi zakona in pa s pomočjo vlade 450 000 evrov za investicije, ki jih moramo nujno nameniti za projekte, to je za izgradnjo več kilometrov, govorim v narekovajih izgradnjo. Mi smo se odločili, da gremo v obnovo obstoječih cest, ki so večinoma v propadu, in pa okrog kilometre novega asfaltne pridobitve v naši občini. Prav tako bomo izgradili pločnik ob regionalni cesti od Mercatorja do družbe Tevel, ki je nujno potrebno. So zdaj že vsa soglasja za to investicijo? Morate še kaj pridobiti? Lastnikov zemljišč in podobno? Moram se zdaj zahvaliti lastnikom zemljišč. Pridobili smo njihova soglasja, tako da gre tukaj za skupno reševanje problema. Pridobili smo tudi sredstva, podpisali smo pogodbo, imamo izvajalca in s 15. avgustom naj pričeli. Sedaj pa smo pri pridobivanju soglasij za zaprtje delno zaporo te regionalne ceste. Mogoče še kakšna beseda, ko sva pri teh ureditvah, o območju v Zagorju od krožišča proti trgovskemu centru na desni strani, če greva v tej smeri, je to že končano? Kaj se bo tam še dogajalo? Kaj s tem prostorom? Ta prostor je tam okrog 70% zaključen. Vemo, da izvajalci po cestno podjetje Ljubljana nam je na srečo uspelo večji del te investicije izpeljati. Sedaj moramo zgraditi še most preko Medije. V naslednjih tednih bomo pa predstavili, kaj bo pod temi tribunami. Mislim, da bo to veliko presenečenje, kajti pod temi tribunami se nahaja več kilometrov rovov, tudi večnamenska dvorana kot spomin na rudarstvo, in pripravljamo idejne zasnove, tako da žal je to sedaj samo tam nekje, kot sem poudaril, na 2/3 končne realizacije in računamo, da bi v naslednjem letu večji del tega tudi zaključili. Seveda pa vse tisto, kar danes govorim, je lahko jutri
drugače, glede na situacijo v slovenskem prostoru, ker vidimo, da tudi finančna stabilnost se poslabšuje. To vpliva tudi na zmanjšanje sredstev občinam kot ostalim uporabnikom državnega proračuna in v bistvu vsak dan je nov dan in kot pravim, vsak dan je rojstni dan. Ko omenjate te novosti in nova zategovanja in podobno v javnosti, so se pojavile informacije po združevanju občin. Čisto na kratko, vas kaj skrbi ta namera vlade oziroma države, da bi manjše občine združevali? Se to kaj dotika tudi naših zasavskih občin? Ne, mogoče bi se katero od občin želela priključiti občini Zagorje. Seveda v teh občinah sem vedno imel negativno stališče, da smo tako občino razbili. Če bi spoštovali zakon, da mora biti 5000 prebivalk in prebivalcev, ker zakon zapoveduje, da lahko ustanoviš občino, tukaj šlo zgolj za politično lobiranje. V preteklosti, tako da imamo 210 oziroma sedaj bomo imeli 211 občin in na podlagi teh finančnih ukrepov bo tudi to nujno potrebno, vendar pa dvomim, da bi mi, seveda ne v Zgorju, ampak ki se imenuje mi lokalni župani ali veljaki, nekateri pravijo, da so celo šerifi, seveda jaz se temu izogibam, pravijo, da bodo obdržali za vsako ceno svojo občino, kajti da vidijo boljši razvoj, seveda pa to večji strošek za državo. Tako da mislim, da je treba spoštovati merilo, ki je bilo že v preteklosti 5000 prebivalcev. V Zagorju imamo že nekaj časa novo, moderno lekarno. Zdaj so se prodali prostori stare lekarne in se namenili za drugo dejavnost. Ne vem, ali so občani o tem že obveščeni, pa bi vas prosil, da malce pojasnite, za kaj gre. Ideja oziroma želja je bila občank in občanov po novi lekarni. Mi smo jo pred 2 letoma tudi odprli. Velika je bila bojazen, kaj bo s temi bivšimi prostori lekarne, da ne bi bil to propadajoči objekt sredi Zagorja, kajti lastniki tega objekta so bile vse 3 občine, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Lekarna je ta objekt prodala na javni dražbi Delavski hranilnici slovenski, tako da imajo namen v avgustu odpreti nove prostore. Mi smo se pa odločili tudi za občinsko blagajno. Vsem bankam v Zagorju smo posredovali ponudbo, da dajo, kakšna je provizija njihova, da bi odprli občinsko okence, da ljudje lahko brezplačno plačujejo usluge strojarskega podjetja, komunale, glasbene šole, osnovnih šol in tistih ostalih javnih podjetij. Seveda bo skušala banka še povečati delež tistih, ki bodo plačevali te položnice, tako da bo to nova pridobitev in tudi zahteva je bila to občinskega sveta, da pripeljemo kakšno novo banko, tako da vse 3 občine smo to prodali in sedaj se je banka odločila, da v avgustu odpre, bo pa tudi občinsko okence, kajti danes vsak cent šteje, veliko pomeni za posameznika in ker smo socialna občina, smo se odločili, da ljudje bodo lahko brezplačno plačevali svoje položnice. Omenili ste, da je občina Zagorje socialna občina, da ima čut za prebivalce. Zanima me, kako je socialno stisko kot župan, imate verjetno pregled nad tem in kako se občina s socialnimi stiskami občanov spopada. Socialna stiska je katastrofalna. Seveda bi kdo rekel, ko govorimo o teh milijonih, o teh investicijah, zakaj raje ne namenimo za večji del teh socialnih problemov.
moram povedati, da mi smo se odločili v letošnjem letu, da delež socialnih pomoči, kjer ima občina moč in možnost, povečali in ta procent je več 10% od preteklih let, glede na dano situacijo. Občudujem ljudi, kako lahko preživijo. Ne tisti, ki dobijo socialno podporo, težko. Tudi tisti, ki redno delajo. Stroški se iz dneva v dan povečujejo, davki se povečujejo in mi tudi namenjamo večji del za tako pomoč Karitasu, Rdečemu križu. Vsem smo omogočili letovanje socialno ogroženim otrokom. Vsi ravnatelji imajo nalogo, da vsi tisti, ki ne morejo si zagotoviti obroka, jim občina plača, da nihče ni lačen. Skratka, delamo nekaj več kot v ostalih občinah. Vsa namenska sredstva pa ne moremo nameniti za socialne transfere, čeprav bi jih želel. Vendar pa, kot pravim, tudi ta socialna pomoč, tako občinska kot državna, ne zadane vedno pravega. To lahko povem iz lastnih izkušenj, iz moje mladosti. Težka preizkušnja, vendar danes mi lahko rečem, me še vedno spremlja in zato tudi vem, kaj to pomeni. Tako da ekonomski, socialni položaj v Zagorju je težak. Veliko bo sedaj razprave, kajti sedaj bo zakon o posebnih pogojih za občino Trbovlje, Hrastnik in Radeče, ki bo država namenila več sredstev. To bo zato vprašanje, zakaj občina Zagorje ni poleg. Zakon jasno pravi državni, če je brezposelnost večja od 17-18%, potem je poseben zakon. V Zagorju je na srečo brezposelnost nekaj več kot 12%, to se pravi pod slovenskim povprečjem. Jaz sem zaradi tega zadovoljen, nisem žalosten, ker ne bom v tem zakonu, kjer bodo nekateri pogoji za nova podjetja in jaz želim, da ta delovna mesta ostanejo. Zato je tudi občina prevzela veliko odgovornost pri družbi Svea, kajti lastniki kot ostali, ki so se trudili, na koncu vsi skupaj stopili in s pomočjo občine dobili državno pomoč, ohranili 100 delovnih mest, kaj če ne bi občina naredila tisto, kar je, se aktivno vključila, bi teh 100 ljudi, kot sem podaril na seji občinskega sveta, bilo na tisti dan na Zavodu za brezposelne. Sedaj je to odgovornost vodstva Sveje, to ni moja odgovornost. Mi smo svoje obveznosti izpolnili, tudi sam obiskujem sedaj več podjetij, kam bi bilo možno kakšne delavce viške od Sveje prezaposliti, tako da delamo tisto, kar nam ne je bilo potrebno. To, da želim, da Sveja ostane. Sedaj pa moram reči, da sem pa ravno danes bil presenečen, dobesedno malo šokiran, ko sem pa zvedel, da še vedno sta dva Turka, ki sta izigrala Svejo, družbo Sveja, dobili smo državno pomoč, pa še vedno člana nadzornega sveta. Jaz mislim, da so jih že lastniki prvi dan, ko so jih izigrali, dobesedno odstranili in dali naše ljudi, svoje ljudi. Kaj mislite, da to pomeni? Zakaj sta tam? Ne vem, to mislim, da bo moral kdo drug odgovoriti. Moram povedati pa, da te igre ne razumem. Mi smo se izpostavili, pravi pa, da drugi odgovorijo. Jaz osebno moram povedati, da sem danes, ko sem to zvedel, oziroma v teh urah, šokiran, da še Turki odločajo o usodi družbe Sveja, kajti država še ni prevzela lastništva od lastnikov, ker je bil njihov pogoj, da morajo lastništvo prenesti na državo, ker ti roki so daljši, vendar pa država tako je intervenirala, pomoč že dala, ker je zahvala gospodu Gašparju Mišiču,
ministru za gospodarstvo, poslankam in poslancem iz Zasavja in nazadnje vodstvu občine, občinskemu svetu, kajti mi smo se zavezali, da 3 leta oprostimo nadomestila, pomagamo pri socialnih pomočeh oziroma pri kakšnih novih delovnih mestih. Skratka, smo prevzeli večjo odgovornost kot pa marsikdo v naši občini. Seveda pa, če sem storil napako, se opravičujem vodstvu, da sem mogoče tako ogorčeno sedaj reagiral. Bi lahko v teh časih govorili tudi o kakšnih novih delovnih mestih v občini Zagorje, so kje na vidiku? Vsekakor pozitivno je, da je družba Komplast odkupila PAK 4, ker bo zopet ta objekt zaživel, razširil svojo dejavnost. Jaz upam in želim tudi dodatno zaposloval in tudi občine tukaj tako moralno kot finančno jih podprla, v smislu oprostila nadomestila, in tudi na občinskem svetu smo sprejeli sklep, oziroma tam, kjer bo tudi država, tukaj ne gre, govorimo o SVEI, nudila državno pomoč, bo občina prav tako priskočila na pomoč, tako da teh razlik ni v naši občini. In tudi smo edina občina v Sloveniji, ki smo to nalogo in obveznost sprejeli. In če ne bi tega storili, tudi vlada ne bi te pomoči družbi SVEI dala. V današnjem pogovoru sva predstavila kratek pregled dogajanja v občini Zagorje ob Savi. Oddajo pa skleniva, kar nekaj časa bova še namenila tem delu samo prijetnejšimi zadevami, ki nas čakajo v Zagorju v prihajajočih dneh. Smo v pričakovanju občinskega praznika. Tudi letos je občina Zagorje ob Savi za občanke in občane in druge udeležence pripravila cel kup aktivnosti, cel kup nekih družabnih dogodkov, pa bi vas prosil, da vi kot župan predstavite nekaj osrednjih zadev, ki se tičejo praznovanja občine Zagorje ob Savi v letošnjem letu. Mi bomo v ponedeljek, torek v vsa gospodinjstva ta program poslali. Gre za okrog 60 dogodkov v naši občini. Gre zahvala res vsem društvom, vsem občankam, občanom občine Zagorje ob Savi, ki se želijo vključiti v naš program, ki ustvarja optimizem kljub težkim časom. Seveda veliko bo očitkov, zakaj to počnemo v teh časih. Rekel sem pa tisto kot uvodoma, vse generacije danes morajo enako živeti, kot smo mi pred 5, 10 leti, in to moramo zagotavljati. Odkot sredstva, kako na kakšen način, moram povedati, da smo ena najskromnejših občinskih uprav, najmanj zaposlenih, imamo varčevalne ukrepe, da lahko namenjamo ljudem tudi v teh poletnih časih, ko se ne morejo privoščiti počitnic, tako da bo tudi noč pred nočjo, tista osrednja, ker bo dalmatinski večer zaključek za skupino Karma, potem bo Zagorska noč, ki bo prav tako Jan Plestenjak, Tanja Žagar, skupina Čuki, Boemi, Zasavci, da ne vem koga pozabil, potem tudi korneti bodo za vse občanke in občanje občine Zagorje ob Savi za ohladitev. Tukaj dobimo tudi ogromno pokroviteljev, sponzorjev. Hvala pa gasilkam in gasilcem, ki jih je v Zagorju preko 1000, ki delajo v teh dneh, in večji del tistega, kar mi vložimo, se potem to vrne v gasilska društva, ki skrbijo potem za razvoj v posameznih okoljih, tako da tisto se samo obrne nazaj občini. Predvsem pa je pomembno, da ljudje v Zagorju vsak dan živijo, doživljajo, predvsem pa 1. avgusta, ko je tudi slavnostna seja, pa vsi vabljeni v delavski dom, kjer je podelitev občinskih priznanj
odprto, kot sem rekel, za javnost, nastop tudi naših skupin. Izredno optimističen mesec, kot sem pa rekel, da v Zagorju je 365 dni, 9. avgust, to se pravi, želimo imeti vsak dan svoj praznik. Kritik se zavedamo, vendar pa na koncu mislim, da vsakdo reče, saj vemo, kam denar namenjajo, vemo, kdo smo in kaj hočemo, in to je naša prednost. 1. avgusta bo slavnostna seja, kot ste omenili, da datumsko opredeliva še druga večja dogodka, Noč pred nočjo in Zagorsko noč. Se pravi, takoj po tej seji 3. in 4. avgust, ta konec tedna se bo ta družabni dogodek odvijal, kaj ne? Ja, to bo 2. in 3. avgusta. 2. in 3. Ja, avgust. Potem je 9. avgust je občinski praznik, kjer bodo tudi ostale otvoritve oziroma dogodki. Lahko pa rečem, da praznovanje že poteka z raznimi pridobitvami v naši občini. Odprli smo že igrišče na Brišah, potem avto gasilski na Mnišah. Skratka, stvari se vsakodnevno odvijajo v pozitivno smer. Kot sem pa rekel, sem eden redkih županov, ki ne živim v virtualnem svetu, kot nekateri politiki, ki ne vejo, kaj se dogaja socialno stisko ljudmi. Toda poudaril bi samo to pri teh prireditvah. Tudi če jih ne je bilo, nihče ne bi imel nič manj in nič več. Mogoče kdo osebno več. Sama občina kot celota pa ima več in tega se občanke in občani občine moramo in se zavedamo. Dajemo jim zato, ker jim moramo dajati. Zato smo tudi izvoljeni. Čisto ob koncu današnjega pogovora pa še vaša beseda občankam in občanom ob prihajajočem občinskem prazniku. Ob prihajajočem prazniku bi lahko izrekel veliko besed, veliko stavkov. Mislim, da smo danes veliko povedala. Predvsem bi rekel, da se jim zahvaljujem, da že od leta 2008, ko je bila napovedana največja kriza po drugi svetovni vojni, mi vsak dan stoji ob strani, mi dajo pozitivno moč in energijo. Sam ne bi uspel, vsi skupaj z mojo ekipo, z občinskim svetom, vsemi političnimi strankami, občanka in občani, mi to uspeva, nam uspeva. Tako da čestitam vam, vsem nam in vabljeni na naše prireditve, pa ne glede od kje ste, pridite tisti, ki pozitivno razmišljate, govorite o pozitivnih stvareh in dobrodošli v naši Zagorski dolini in vsak dan naj bo vaš praznik, vaš rojstni dan, kot je v naši občini. Župan, zahvaljujem se vam za gostovanje v našem studiu, za prijeten pogovor. V teh prihajajočih, lahko rečemo, prazničnih dneh pa vam želim čim več sproščene energije in veliko delovne vneme še naprej. Hvala tudi vam za vaše povabilo. Če imaš takšne oddaje, takšne voditelje, če imaš takšne občanke in občane občine Zagorje ob Savi, tudi v žalosti, žalosten pogled postane na smeh in to je naša dolina. Hvala. Še enkrat hvala za pogovor, vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa za pozornost. Nasvidenje.